Zdaj lahko zdravniki izmerijo vaše srce, pljuča, celo kemijo vaše krvi. Ko pa gre za možgane, so številna stanja, kot so depresija, PTSD ali Alzheimerjeva bolezen, še vedno večinoma diagnosticirana z opazovanjem in vprašalniki. Izraelski startup pravi, da to spreminja po 6 letih prikritega delovanja. Hemispheric je predstavil model umetne inteligence, za katerega trdi, da lahko dešifrira možgansko aktivnost s preprostim 15-minutnim neinvazivnim pregledom. Za več informacij sta se mi zdaj pridružila soustanovitelja, izvršni direktor Hagai Lalazar in tehnični direktor Gidi Litvin. Najlepša hvala obema, da sta danes z mano. Hagai, začnimo z vami. Vedno začnemo s predstavitvijo. Nam lahko na kratko predstavite, v čem je vaše zagonsko podjetje? Hvala, Le. Torej, Hemispheric je zagonsko podjetje na področju umetne inteligence. Zadnjih 6 let smo, kot ste omenili, razvijali prelomni model. Gre za vrhunski temeljni model, imenovan Descartes, za dekodiranje neinvazivne možganske aktivnosti. In težava je v tem, da je možgan zadnji organ v telesu, pri katerem še vedno uporabljamo le subjektivne meritve. In nimamo objektivnih, merljivih kazalcev za merjenje njegove funkcije in zdravja. In veste, če pomislite na preboje umetne inteligence do zdaj, na stvari, kot so veliki jezikovni modeli, prevajajo besedilo človeškega jezika. Možgani govorijo električni jezik. In naš model Descartes, kar počne, je, da prevaja električni jezik možganov v uporabno razumevanje. V vpoglede, ki jih lahko uporabljajo zdravniki, pacienti, da mi razumemo delovanje naših možganov in naše možgansko zdravje, ter sprejemamo odločitve. Torej, kaj pravzaprav merite? Torej, uporabljamo EEG, to je senzor, ki ga uporabljamo, je neinvaziven senzor, zelo izpopolnjen in preprosto meri elektriko iz možganov preko lasišča. In to ni inovacija podjetja. Nismo podjetje za strojno opremo. Ta surov signal se vnese v naš model in naš model, ki je bil izurjen na ogromnih količinah podatkov, zdaj razume delovanje možganov in ga je mogoče uporabiti za razvoj nabora izdelkov. Da bi imeli količinske informacije za sprejemanje odločitev, kot ste omenili, pri boleznih, kot so PTSM, depresija, anksioznost, šizofrenija. To so psihiatrična stanja, pa tudi nevrološka stanja, kot sta Parkinsonova in Alzheimerjeva bolezen. In Gidi, kakšna je potem tvoja prednost pred zdravniki in običajnimi slikovnimi preiskavami, na primer? V redu, za večino stanj, o katerih smo pravkar govorili, ni objektivnih merljivih kazalcev. Večinoma se torej uporablja subjektivne metode, kot so vprašalniki in govor. Kaj ne? Torej, kar mi počnemo je, da dekodiramo možgansko aktivnost z našimi modeli, da dobimo merljive kazalce. In naša največja prednost so podatki. Konec koncev smo torej zgradili ta model Descartes, ki ima 6 milijard parametrov. Zbrali smo podatke iz verige laboratorijev, mreže laboratorijev, ki smo jih vzpostavili v Aziji, Združenih državah in tudi v Izraelu. In s pomočjo teh laboratorijev smo zbrali podatke več kot 100.000 ljudi in do sedaj 250.000 ur podatkov o možganski aktivnosti. In to je temelj našega modela. Torej, razumem tudi, da si prizadevate za odobritev FDA. Ali je glede tega že kaj znanega? Ja, v resnici smo se srečali z vodji CDRH, to je enota za medicinske pripomočke pri FDA. Srečali smo jih osebno, izvedli smo predstavitev v živo in predstavili našo tehnologijo. Zdaj imamo z njimi uradno pisno komunikacijo in se pripravljamo na oddajo vloge nekje naslednje leto, da bomo prijavili naš prvi izdelek. Pomembno je poudariti, da so to neintervencijski izdelki, ne posegajo v človeško telo. Imenuje se razred 2 in to je programska oprema ali umetna inteligenca kot medicinski pripomoček. Torej, to ni takšen regulativni postopek, kot ga morate opraviti, če razvijate na primer zdravilo ali kirurški poseg, ki dejansko vpliva na telo. To samo meri telo in na noben način ne more škodovati telesu. Ampak dovolite mi, da vas vprašam, ker morda, ko bo to šlo še dlje in lahko možgansko slikanje postane kot krvni test, ne? Obstaja tudi nevarnost pri tem, da ga lahko uporabite in natančno veste, kaj imate, čeprav prej morda sploh niste vedeli, da imate karkoli. Če mislite na varnostni vidik tega, potem veste, da naše podjetje upošteva najvišje standarde kibernetske varnosti in obravnavamo možganske podatke kot to, kar so. Zelo zasebne podatke. Torej, vse je anonimizirano. V tem pogledu je to zelo varno. In kaj pa še zadnje vprašanje? Kaj pa sama čelada? Mislite, da bi se lahko nekoč uporabljala tudi zunaj področja duševnih motenj? Mislite, da bi se lahko s to tehnologijo razvilo še kaj drugega? Tako, v bistvu smo podjetje za globoko učenje in umetna inteligenca, prav?
In to, kar počnemo in poskušamo narediti, je dekodiranje možganske aktivnosti. Nasplošno, ne za specifične primere uporabe. Prva stvar, ki jo obravnavamo, je zdravje možganov, ker verjamemo, da je to trenutno najpomembnejša stvar za reševanje. Imamo pa tudi druge zmogljivosti, ki jih še nismo razkrili in jih nameravamo razkriti, ko bodo dozorele. No, pravkar ste si zagotovili $52 milijonov v zadnjem krogu zbiranja sredstev. Torej, čestitke vam in hvala, da ste bili danes z mano. Generalni direktor Hagaj Lalazar in tehnični direktor Gidi Gilatfin, najlepša hvala, da sta bila z mano. Hvala, Glenn.